Kako si se ti prvi srečala z Bogom? Mislim, da je bil čisto skos on v meni, ker sem ugotovila, pravzaprav, ne, jaz sem zmeraj nekako bila zelo povezana z Bogom. Sploh in če ne bi on hotel, da sem, me zdaj ne bi bilo tukaj. Ker jaz sem 6. otrok in mama je rekla, da so jo pač nagovarjale, ne gre splav narediti. Če bi bila moja mama za splav, po mene ne bi bilo zdaj tukaj. Spomnim, tako v cerkvi je bilo med mašo ali po maši, ne vem kdaj, ne vem čisto točno, ampak čisto jasno sem zaslišala vprašanje, kaj pa, če bi ti šla v samostan? Ups, to pa ni za mene. In sem pustila, nisem več razmišljala o tem. Ne. To je v bistvu nek duhovnik to rekel? Ne, v sebi. V sebi si slišala? Sem zaslišala to vprašanje. Ne. In to pa ni za mene. In potem sem pa drugič zaslišala na začetku 4. letnika. Zdaj ne spomnim se čisto točno, kako je bilo, ampak vem, da je to vprašanje se pojavilo in da sem rekla, zdaj pa res, ja ali pa ne, ker sem v bistvu se spoznavala z enim fantom, pač spoznavala so se, kakšenkrat sva se malo dobila, ampak nič posebnega. To je, si bila zaljubljena in hkrati si imela klic, da greš na to smer. Ja? No in pol se rekla, če nam zdaj ne rekla, ja, pol ne bom nikoli rekla, ja, ne. In pol sem se odločila, on je bil malo presenečen, ko sem rekla, če zaključimo, ne. A imaš drugega? Da sem rekla, ne, nimam drugega. Oziroma nisem mu tako sploh povedala, kam gremo, ker on ni bil veren, pa ne vem, takrat se nisem odločila, da bi mu povedala, se pol kasneje izvedel. Ampak jaz sem takrat čutila, v sebi tisto, kar doživim v ljubezni, do moškega, mi lahko Bog da še več. To je bilo moje prepričanje takrat. In sem potem res, čez 10 let, sem pa res doživela tisto, ko sem se res zaljubila v Boga. Trajalo kar nekaj časa, ne? Ampak ja, takrat, ko dobiš tisto gotovost, ko veš, da ne nekomu mar zate, in da je vse mogoče, da lahko on to vse naredi, ampak je tudi to, moraš sam malo pomigati, ne pade kar tako z neba.